Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošle in dobrodošli v novem podcastu Večer uživa. Kot že veste, tukaj klepetamo z zanimivimi sogovorniki, ki s svojimi znanji in veščinami spreminjajo naša življenja na bolje. Tokrat bomo klepetali o tem, kako lahko iz zelišč hitro in enostavno, kar doma pripravimo z varke, bi lahko rekli, ki blažijo razne tegobe. Pod drobnogedo bomo posebej pozorno vzeli sivko. Izvedeli boste tudi, kako z nekaj pritiski na določene refleksne točke preženemo utrujenost, recimo, ali pa bolečino in podobne nevšečnosti. Tudi nekaj takih prijemov vam bomo pokazali in da boste lahko torej to kot prvo pomoč uporabljali doma sami, izvajali sami. Torej, dovolj razlogov, da v naslednjih minutah ostanete z nami. Ker sem vesela, da v naši družbi lahko pozdravim zeliščarko oziroma poznavalko zelišč in terapevtko. Refleksoterapevtko in energijsko terapevtko Julijo Sojček. Dobrodošla, Julija. Zdravo. Kako si? Super. Vidim se ti, da si super. Julija, zdaj rekla sem kar nekaj predevnikov, ki določa nekako tvoje delo. Sem pred tvojim imenom navela, se pravi kot terapevtko, pa sem rekla kot energijsko oziroma refleksoterapevtko in kot zeliščarko. Zdaj, kot poznavalko zelišč poznamo preko tvojih izdelkov Dvorec Strebnik. Pa me zanima, kaj od tega, kar sem naštela, pa ti v bistvu najraje počneš, oziroma si najbolj ti? V bistvu imaš veliko znanj in... Ja, rada delam popolnoma vse, ker v času študija sem se seznanila z izdelavo kozmetike in prvič srečala z refleksoterapijo. In čez čas ne začela dograjevati svoje znanje, ki ga zdaj med sabo kombiniram. Tako da v bistvu vsaka stranka, ko pride, dobi celostno obravnavo, kot da ga skeniram. Recimo, jaz pridem, ne vem, z bolečinami križu, recimo. Tako? In ti pa mene poskeniraš, ugotoviš? Jaz vidim, kje je mogoče vzrok te bolečine, fizično pravimo bolečino, povedam, kje je vzrok bolečine in to ponavadi delam z refleksoterapijo, refleksoterapijo obraza. Ampak pa se vidi tudi, kje je vzrok in se pogovarjamo in se sprosti tudi še drugi, tako, ostale blokade, tako. V bistvu se bomo vseh tvojih vlog dotaknili, pa me najprej zanima Julija kot zeliščarka. Pa dajmo, vem, da pred dnevi ste želi sivko, zdaj ste sem prihajali zunaj smukate, kako se temu reče, režete, pripravljate. Sivka je en tak sinonim za, ne vem, za poletje, pa za morje, pa za mole, oziroma da predavi more, ampak sivka je veliko več kot to. Tako, res je. Jaz sivko obožujem, zato ker je ne samo, da pomirja, sprosti, tudi regenerira. Kar se tiče zdaj poleti, lahko uporabljamo sivko res za nego kože, da nam blažijo petline. Je pa tudi tako, da če si mi naredimo en pripravek, lahko uporabljamo to, ne vem, nekateri to poznajo v sklopu eteričnih olj, recimo, zato dodajajo zraven. Lahko mi to uporabljamo tudi pri kašlju, lahko tudi uporabljamo pri izvinih, lahko tudi uporabljamo pri, dobro sem že rekla, v peklinah, ali pa zvečer pred spanjem, da nas ne boli glava, ali pa da lažje zaspimo, pa tak, približno tako. Zdaj jaz za poleti ponavadi uporabljam čisto aloe vero, pa olje sivke. Aha. Zdaj pa sem to, recimo jaz bi si pa rada doma naredila neki sivke, recimo da mi raste neka sivka, pa bi si rada nek pripravek svoj, ker najbolj zaupam temu, kar gre iz mojih rok in iz mojega vrta. Pa si lahko narediš en losjonček. Recimo, to se zdi, da brez laboratorija ne bo šlo. Ja, nabereš sivko, daš cvetove v sončnično ali pa olivno olje ali pa jojobino, pač katero olje imaš. Mogoče nekako drugo olje, tisto, ki ponavadi postane hitreje žarko, tisto ne. Pač katero imaš doma, za par tednov namočiš in potem precediš skozi gazo in dobiš, temu mi rečemo, macerat. Tu spusti sivka vse svoje učinkovine in ti lahko pa tisto olje zmešaš z aloe vero in dobiš super vlažilno kremo. Aloe vera, to je super, ampak aloe vera kaj? Aloe vera lahko uporabiš gel iz čiste aloe vere, lahko se jo kupi, lahko tudi gel pač ven iz rastline. Ampak tiste pa ponavadi malo bolj mastno, oziroma malo zna sluziti tako. In potem to lepo namašam in to... In vlaži, in hidrira, regenerira,
Kako se reče? Hrani tudi, ja. Hrani kožo. Ja. A pa to je zdaj sicer najbolj poletje, se pravi, soncu smo izpostavljeni, verjetno pa tudi čez vse leto, pa tako tudi za razne poškodbe, pazvine. Tako, to se lahko uporablja za vse čez celo leto, ja. Kaj pa sicer, recimo, kaj imaš, kakva meta, ne vem, zdaj mi je tudi meta. Meta v osnovi verjetno vas vse spomni na to, da hladi. Ja, jaz bi kak napitek se naredila. Tako, lahko se naredi limonada, pa meta noter, lahko se tudi kombinira sivka, cvetove sivke, pa malo limone, pa malo mete. Meta ima sama po sebi učinek, da hladi, ohlaja telo. Zato jo pijemo, če imamo vročino in tako, ne? Če imamo vročino, je fino meta pit. Se pravi, ko zbolimo v povišani temperaturi, lahko pijemo meto. Met in čaj. Kaj pa sicer, recimo, ne vem, ker je pač zdaj poletje in koža in ta izpostavljena soncu in sonce obremenjuje kožo in se pravi tudi nas izčrpa vročina. Iz zelišč, kaj si še lahko recimo pripravimo, kakšne zadeve ali pa pripravke? Zdaj smo rekli, nekaj za nanašati, napitek smo rekli meta. Kjera so še druga? Lahko se tudi naredimo kako sproščujočo kopel zvečer, ne? To pa lahko naredimo čisto enostavno. V bistvu je tudi z energijskega vidika gledano sol, pa recimo sivka dosto čisti. Katera sol pa morska? Navadna morska sol, pa damo lahko cvetove sivke noter, pa zmešamo. Če želimo, lahko damo kako negovalno olje, ne vem, kokosovo, karkoli, ne veliko, malo, in potem to zmešamo in si naredimo kopel. Lahko za noge, da nas prečisti, lahko za telo, da nas malo hladi, pomiri. Kaj pa recimo, zdaj kopel si jaz predstavljam neko kad, zdaj pa večina ljudi zdaj nima kadi, pa imamo tuše, kak bi se pa tudi to? Lahko si pa naredimo tudi kot piling. Kot piling. Mi si lahko naredimo kopalno sol z grobo morsko soljo, lahko si pa naredimo kot piling. In pa isto, lahko damo morsko sol, lahko damo malo olja in malo cvetov in zdrgnemo. Nežno, veselinske. Tako. Kaj v bistvu, kje je največ eteričnih olj v sivki? Ne v cvetu, v listu, ne? Ali kako? Cvetovi. V cvetovi. Ko pa stisneš list, najbolj diši. Ja, diši, ampak je oboje. V bistvu jaz bolj cvetove prakticiram. Ja. Dobro. Še mogoče kak namik, kak se lahko začne, a pa kako domačo sončno kremo? Pa zdaj sem prej reč, to je vam zelo lahko aktualno, da se tudi, če se s tem osojno namažemo zvečer, odganjamo komarje. Aha, točno. Vplivamo na to, da v bistvu, če nas so že pičli, da se malo čim hitreje, da nas ne srbi, da gre hitro nazaj, da ni rdečine, ne? Ali pa sploh za otročke, ko ne marajo tistih nekih agresivnih, jih lahko s tem namažemo in so zvečer zaščiteni, ne? Lahko pa tudi malo natresete na kak sivko, na kak gorilnik. Jaz včasih tako malo pomučkam, pa malo preškete in se malo gre ven in tudi prostor zaščitite. Zaščititi in tudi osveži oziroma prijetno vonj da. Pa še recimo kako drugo, ne vem, da ne kupujemo ravno zdaj teh sončnih krem, si lahko sami to doma pripravimo, kako zaščito za sonce? V bistvu jaz... Kaj ti uporabljaš? Jaz uporabljam vse, kar ima naravni faktor. Se pravi, tako do 6-5. To imajo razna masla. Jaz osebno uporabljam doma narejeno orehovo mazilo. Orehovo mazilo? Tako. In se pravi, da to zaščiti? Najprej ti zaščiti, je pa res, da se treba pogosto mazati, to ni zaščita 10, to je maksimalno do 6, ker damo zraven kakavovo maslo ali pa kokosovo maslo. V bistvu lepo nisi opečen, lepo barvo dobiš, treba se pa pogosto mazati. Pa hranljivo je, ne izsušuje. V bistvu to pogosto mazanje je potrebno, ker s tem se nanašajo slabo zaščito. Se pravi, da ti izdelki, ki jih dobimo, teh sončnih krem, ki obljubljajo, ne vem, da ko se enkrat namažeš in to drži se popoldne, to ne drži, ne? Ne drži. Se pravi, tudi sama uporabljaš, se pravi, naravno kozmetiko, naravne, jih narediš si sama? Ja, večino uporabljam naše izdelke, pa če pa želim kombinirati, pa si naredim vse sama, ja. Julija, zdaj pa še malo mogoče tvoje vloge, kot sva rekli, refleksoterapeutke. Se pravi, refleksoterapija je
kaj? Mi imamo po telesu neke točke. Tako. In s temi točkami, s pritiskom na te točke, mi v bistvu odpravljamo neke blokade, bolečine. Ampak mi imamo zdaj vsi si predstavljajo, da jih imamo na dlaneh, vsi vemo pa na stopalih. Imamo jih pa tudi po jeziku, imamo jih tudi na ušesu, imamo jih tudi na obrazu, imamo jih marsikaj po celem telesu, ampak lahko uporabljamo različne tehnike na različnih delih, tako bom rekla. Jaz v bistvu sem se srečala z refleksoterapijo v času študija. Začela prakticirati refleksoterapijo v kombinaciji z barvno terapijo. Spoznala, kako delujejo določeni organi, meridiani in tako dalje, in barve. In tudi na ta način začela razmišljati o tem, da bi se lahko tudi pripomogla kakšna ali kremica ali nekaj s to frekvenco, kar bi lahko se skombiniralo, da se pospeši zdravljenje. In na podlagi tega, ko sem začela malo raziskovati, sem prišla do ene svetovno priznane refleksoterapevtke, ki ona zelo na široko vključuje ta znanja. In na podlagi tega sem se potem odločila za obrazno refleksoterapijo, kjer tudi vključim zraven in kristale in razne maske, ali jih sama zmešam, ali pa so čisto naravne mineralne maske. Se pravi, da deluje pa v bistvu na tak način, da zajema vse, od čustvenega stanja do fizičnega telesa, meridianov, organov, živčnih točk, vse. In ker je najbližje možganom, so obrazne refleksoterapije. Je zelo hitro delovanje tudi, no? Ker hitreje se v bistvu ta spodbuda, ki jo damo, hitreje pride do možgan in so rezultati hitrejši in tudi bolj jasni oziroma bolj konkretni. Se pravi, da ti pri svojem delu združuješ več znanj, več znanj, kot smo rekli, zelišč, znanje refleksoterapije, kaj so rekli, barvne terapije celo, z minerali, s kristali delaš in se pravi čisto energijsko. Ker, naprimer, mi vemo recimo, da je, z meridianom pljuč pa debelega črevesa eno čustvo lahko povezano z zadnjim, to ponavadi žalost oziroma žalovanje, in da se to lahko pri človeku, ko se na tem dela, to spodbudi. In če začutim, da oseba mora dati to ven, da je dobro, da sprocesiram ali dregnem. Tisti trenutek, da se to sprosti. In načeloma velikokrat rečejo stranke, da ko pridejo čez eno stvar, sprocesirajo čez enkrat večno. Kar ne pričakujejo. Predvsem na našem mentalnem oziroma čustvenem nivoju. No, zdaj konkretno, recimo, jaz pridem pa, ali pa kako si lahko pomagam pri glavobolu? S kakim pritiskom, mogoče, da imam glavobol, pa da pač to ni neka migrena ali pa ne vem karkoli, da prije nek glavobol ali pa neka utrujenost, kako si jaz lahko mogoče pomagam doma, da bi se rada hitro zdaj, da glavobol zagine, kje se lahko pritisnem, ne vem. Zdaj, glavoboli, recimo, vsi poznamo, da je najlažje na prstu reči. Na palcu, ker je tule gor glava, ne. To rečemo, naprimer, ker ne vemo, zakaj je ta glavobol. Najlahke je glavobol od tega, da nas v vratu zateguje, jaz to zdaj kar po domače povem, lahke je od hormonov, in zdaj, če ne vemo, pač stiskamo tu. Testiramo. Tako, drugače pa lahko, naprimer, tule imamo to je v bistvu nad korenom nosa, med obrvmi, tale predel je recimo vrat, to govorim po zemljevidu obrazne refleksoterapije, in tule gor so naprimer ramenski obroč, in če se mi takle zatipamo, čutimo, da so recimo prav bulice. In če mi zatipamo bulico, probamo to držati za 1 minuto, ali tu, in spusti tenzija. Naprimer. Lahko se držimo tu na hormonskih, to je na zgornjem pri ušesih, zgornji del, minuto, od 40 do 60 sekund, to da dobijamo možgani signal, in spodaj. Se pravi, pri večjih ušesih spodaj. To lahko delamo tudi, da obravnavamo hormone v času, če nas boli glava pred menstruacijo. Takrat je tole super. Tudi da nimamo takih krčev in tako. To me je tudi zanimalo. Ženske menstrualne krči, velikih ima težave z bolečino pred menstruacijo ali pa med menstruacijo.
lahko si pomagamo, se pravi, tako si rekla, na ta način. Kaj pa mogoče tudi kako zelišče? Kaj bi mogoče te mišice? V bistvu pokazalo se je zelo dobro eterično olje geranje, krvomočnice. In sicer, da se to namaže, da se da v eno mazilo in da se maže v teh predelih, lahko se pa tudi naredi s tem kopel. In se ne vem, prej, kak teden prej ali pa tudi zato, da se ena kura naredi, se kopate ali pa mažete skozi, ali pa tudi drugače, zato, da se uravnava, ker krvomočnica vpliva na uravnavanje hormonov. Drugače pa jaz, ko delam hormonalno, grem bolj v globino, da vidim res, kaj je točno vzrok tega, da je prišlo do neravnovesja, da so bolečine, ni ponavadi samo to, je še kaj drugega. Fizično oziroma hormonski? Ja. So tudi kakšne čustvene? Ja. Oziroma čustvene rane, te zadeve. Julija, ko si ti začela s tem ukvarjati, kaj se je začelo v tvoje življenje spreminjati? Vse? V bistvu vzrok, da sem se sploh začela s tem ukvarjati, je bil sin. Zato, ker je imel take težave z dermatitisom in jaz sem se pač odločila, da to ne bo dedno, da to bo vzrok, ki se bo odpravil. In v bistvu star 11 let in se je. In to je mene vodilo naprej, da sem šla v raziskovanje, kaj je dermatitis, ali je to samo vpliv kože, ali vplivam to lahko na njega jaz, ali ne v tem smislu. In sem začela spoznavati sebe. In s tem, ko sem začela spoznavati sebe in na sebi delati, se je začelo okolje spreminjati in začela sem pomagati drugim ljudem. In sem videla, da to mene vleče in da si to želim delati. In to se zdaj razvija tvojo poslovno zgodbo, ne? Ja. Omenila si sina, pa omenila si otroke. Tudi otroke delaš, terapije. Ja. Recimo, v kakih primerih so so uspešne, kaj hodijo v tebi? Razred kožnih težav, ali tudi kakšni nemiri otroški? Ja, v bistvu pridejo od novorojenčka naprej. Se pravi, novorojenčki, kolike, mogoče neutolažljiv jok, ker ne vejo, od česa je to povezano, da je lahko še vedno od mamicinega hormonskega stanja po porodu in tako dalje. Do tega, da se naprimer, da pridejo otroci, ki imajo učne težave oziroma malo slabšo koncentracijo ali pa nemirni. In da se spodbuja, ne da niso več nemirni, ampak da se spodbudijo še druge stvari v njemu, na ta način. Se umirjajo, ampak se pokažejo pa še bolj potenciali. Se pravi, vse to s pomočjo refleksoterapije, pa tudi verjetno s kakimi zeliščnimi zadevami, da se podpira. Meni se zdi najbolj pomembno to, da dobijo eno tako navodilo, kako poskrbeti sami za sebe. Celostno. Tako. Ni mi interes, da pridejo nazaj, ampak mi je interes, da dobijo eno odskočno desko, kak lahko na sebi delajo, se sami pomagajo. Pač tisto, kar je treba narediti, naredimo, pa da delajo sami na sebi naprej. Krasno. Res, imaš tvoje delo, v bistvu tvoje poslanstvo, bi lahko rekli, ne? No, pa da se odkrslovili pri otročki, pa tudi nosečnice, verjetno, kdaj? Ja, nosečnice je super, da pridejo pač tik pred porodom, malo mogoče kak mesec prej, zato da se res sprosti telo, da se sprosti ona, dojenček noter, da se pač pripravi telo na porod. Če, naprimer, pride do tega, da se mogoče ne odpira, poznamo ene točke, ko pokažemo partnerju, kjer lahko on v času med porodom stiska tiste točke in vpliva na to, da se ona začne po naravni poti tudi odpirati. Ali pomembno, da je to partner? Kdorkoli je zraven, kdorkoli je več zraven. Mislim se, da ko si pogovarjala partner, mislim, da je pomembno tudi ta neka energija, ta povezanost in... Ne, ampak če pa je, pa fajn, da je to on. En tak skupen projekt, ne? Ne vem, imaš še mogoče kak predlog za ohladitev v teh poletnih dneh? Ampak ker nam je pa res vroče, tudi nama je zdaj vroče. Tak, jaz osebno... Za naravno tako ohladitev, ne? Jaz, probajte se spustiti, predstavljati mogoče, da se vržete sami sebe v turkizno barvo. Se pravi, da se vržete, zaprete oči, pa si predstavljate, da skočite v turkizno barvo. Ali pa hladno, svetlo modro, kot je nebo.
Te barve hladijo, ne? Ja. No, da bi se še mogoče malo barve dotaknili. Ja. Če si predstavljamo te hladne barve, te nas potem Ohladijo. Ja. Se pravi, pri srcu, pa da ima nekdo aritmijo, ziher ne bomo delali oranžne, rdeče, rumene. Ne? Če mi pogledamo, ne vem, čist logično, ne vem, po čakrah, vijolična, indigo, svetlo-modra, srčna je zelena, pleksus, rumena, nespolna, oranžna, rdeča. Če nas smatrajo noge, pa bomo verjetno dali nekaj v rdeči barvi. Če nas smatrajo spolni organi, oziroma organi v tem predelu, vodila, bomo verjetno rabimo malo več oranžne. Ne? Če nas smatrajo želoček, rabimo ali rumeno, ali pa rabimo kontra. Mogoče če vnetje damo, ne vem, vijolično. Se pravi, jaz velikrat vidim, da je, ne vem, zdaj, aronija super, če nekoga želodec smatra, razen da mu ne recimo ne kislina, ampak da mu zneutralizira. Veliko stvari se da kombinirati. Ne? Tudi lahko vidimo, kaj pomeni, če nekomu ena barva ni všeč. Ali pa če nekomu ena barva je zelo, zelo všeč. In celo obdobje je oblečen, recimo, jaz sem da eno obdobje oblečeno zeleno, oranžno, rjavo. Super. Eno obdobje noro. Zdaj bi imela pa vse svetlo, kontra, Ja, pink, ja. To veliko govori o nas. Ja. Kako je naše trenutno stanje, oziroma tako fizično, kot mentalno, kot tudi psihično. Tako. In se da z barvami lepo da tudi regulirati ta razna neravnovesja. Ja, da se tudi recimo jaz pri terapijah uporabljam sicer pripomoček medicinski biotron in jaz kombiniram, ne vem, ko kašljajo, dam modro barvo sem. Ali pa za hitro celjenje damo še rumeno zraven. Odvisno, za kaj se gre. Ne? Se pravi, lahko to s tem tudi vplivamo z barvami, ki se oblačil ali pa hrane. Tudi. Se pravi, če imamo težave z mislimi, borovnice, vijolično, ne? Aha, da se fokusiramo, da se skoncentriramo. Ne? Se pravi, vijolično barva. Zdaj smo rekli, če se hočemo ohladiti, vizualiziramo Svetlo modro ali pa turkizno. Okay. Ko nas zebe, bi verjetno rdečo. Ja. Ali nekaj sem prav? Ja. Ali zdaj pa že imamo? Ja. Recimo rdeče, ne? Nogavice po zimi, rdeče. Rdeče. Ne? Vse niso, so vedno bolj rdečo-zelene, ne? Okoli božičnega časa. Ja, odlično, lej. Koliko znanja, res, Jura. In kar težko mi, da teh nekaj minut spravimo vse te znanje in veščine. Tako da, ne vem, mogoče za naše, ki nas spremljajo naše podcaste, se pravi, da mi, kot sem že povedal na začetku najnega druženja, gostimo take zanimive sogovornike, se pravi, med katerimi si tudi ti z različnimi znanji, s katerimi želimo, da bi se življenja naših poslušalcev oziroma gledalcev spremenila na bolje, želimo jih navdihovati. Pa me recimo zanima, kaj bi pa ti sporočila, imaš mogoče zdaj, če sem te presenetila, kak navdih ali pa kako misel, ki jih naj vodi v življenje, ali pa recimo, ki tebe vodi skozi življenje, ki se držiš neke modrosti? Vedno bolj, mislim, jaz super je, če se zakvačkamo parkrat v življenju, to nam da goriva, da nekaj naredimo pri sebi, ampak najbolj pa to, da si zaupajo sebi, svojim lastnim občutkom, da verjamejo v sebe. To. Intuiciji, ki jo ima vsak. Sam ali ne razvijamo oziroma se ne poslušamo. Ne? Mogoče poznaš kak trik, pravijo, da se da intuicijo oziroma razviti ali pa spodbuditi, da bolj deluje. Mogoče poznaš kak urok? Ne, bistveno se mi zdi, da se znamo najprej sploh umiriti, ne vem, delamo razne mogoče vaje, da umirimo svoj ali pa res, da začnemo malo bolj zavestno dihati. No. Da v vsaki situaciji začnemo res vdihvati. Je ogromno tehnik. Jaz vedno rečem, da naj se vsak poslužuje tiste tehnike, ko res njemu ustreza. Da sledimo slepo navodilo. Tako, nekomu ne paše na tak način meditirati. Jaz sem na koncu ugotovila, da mi je najbolj fajn, da sem res čisto sama v tišini, ne vodene. Jaz rabim mir za sebe in pač, da se umirimo, da zadihamo, da smo res pozorni na svoje dihanje, pa da pridemo v tak stik s sabo in začnemo izključno delovati iz tistega vidika. Iz sebe. Se pravi, pridemo nekam na obisk, pa nam nekaj ni okej. Kaj je zdaj to? Ljudno?
Mi se pogovarjamo, ti se ukvarjaš z občutkom v sebi, ga predihaš in je to. Ne gremo, kaj je ta tečna, kaj je do meje, ne? Nekaj mi ni prijetno, kaj je v redu, bom s to predihal. Kaj da zdaj te prijetno, Julija? Zelo. Zelo prijetno. Sem mogla vprašati, dobro. Eno lepo sporočilo si nam dala. Hvala ti. Hvala enako. Lepo je bilo zdaj, da ste bolj klepetati. Spoštovanje, torej veseli smo, da ste bili zopet v naši družbi. Tako kot je rekla Julija, sledite navdihu, sledite strasti v svojem življenju in življenje se vam začne odpirati, je tako? Ja. Najdemo se lahko tudi na naši spletni strani www.večer.com, pošiljnica v živo. Z vami sem bila Maja Furman. Veselim se novega druženja z vami, imejte se lepo in uživajte do prihodnjič, do novega podcasta. Srečno! Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo.